na to. Dosta to ne sme noben povedati, da se s tem tako vse postavi. Če on to pove, da ne dosta se še nekaj. A bomo kaj jasno? Predkongresno pa zadnja se. Prosimo, listo, kdaj boste vložili? Po vsej verjetnosti danes, če bo izvršen odbor sklenil. Kdaj pa boste imeli? Alo, eno kratko, no. Dajte o tem, no, prosim. Pa isto pisanje. Ja, isto. To te zadnje. Lep pozdrav, gospod minister. Alo, eno kratko izjavco. Se morda bojite, da prihajate na zadnjo sejo vlade, na kateri bi imeli polna pooblastila, kot celotna vlada govorimo. Vsi napovedujejo, da se jutri lahko zgodi marsikaj. Tudi sam ste bil v 2 dni nazaj precej, bom rekel, zaskrbljen glede tega, ali vlada, oziroma opozoril ste, da nima gospod Janković kar en platna v svojih rokah. Ja, res je. Zoran Janković lahko povzroči hudo politično krizo, zlasti, če bo jutri zmagal na kongresu Pozitivne Slovenije, vendar jaz upam, da je članstvo Pozitivne Slovenije toliko odgovorno, da bi razumelo, kaj bi se zgodilo, če zmaga Zoran Janković. To pomeni politično krizo, to pomeni to, da naslednjič ne bi več prišel na vlado s polnimi pooblastili, vendar najslabše je pa to, da bi bonitetne ocene padle, da bi obrestne mere zrastle in da bi se Slovenija znašla v situaciji, ki je že bila v lanskem letu, ko je ta vlada začela svojim delom. Lahko tudi povem, da v Bruslju so zelo zaskrbljeni in praktično ne morejo razumeti, da v Sloveniji imamo vsako leto ali novo vlado ali pa predčasne volitve in seveda to zelo negativno vpliva tudi na naše bonitetne ocene. Gospod Židan je rekel, da če se zgodi ta scenarij, torej da že v soboto vlada ne bo imela več polnih pooblastil, da je najboljša rešitev čim hitrejše predčasne volitve že pred parlamentarnimi počitnicami. Delite to mnenje? Delim to mnenje zlasti zaradi tega, ker zelo pomembno je, da čim prej pridemo do politične stabilnosti, ker to zelo vpliva pač na bonitetne ocene. In ne nazadnje treba vedeti, da ta vlada ima še kar nekaj nalog, treba je dokončati sanacijo bank, potrebno je začeti z drugim paketom privatizacije. To smo ves čas obljubljali, tudi zaradi tega nam finančni trgi in investitorji tudi bolj zaupajo in seveda, če bo prišlo do padca vlade, to pomeni, da ta vlada lahko upravlja samo tekoče naloge in to bi pomenilo pač slabo prognozo za slovensko gospodarstvo in tudi za javne finance. Tako da tudi sam, če bom imel pač možnost na to vplivati, bom zagovarjal stališče, da je potrebno pred parlamentarnimi volitvami oziroma počitnicami upraviti tudi parlamentarne volitve. Res pa je, da bo to za vse stranke izjemno naporno, ker bi to pomenilo, da bi v zelo kratkem časovnem roku imeli praktično 3 volitev. Evropske volitve, lokalne volitve, parlamentarne volitve. In mislim, da tudi to bo izčrpalo državo in politiko. Skratka, Desus pa stoji za Alenko Bratušek. Mi stojimo za to vlado, tudi za Alenko Bratušek. Poglejte, rezultati so tukaj in menim, da bi bilo prav, da bi nadaljevali vsaj do konca leta. Če pa že kdo želi predčasne parlamentarne volitve, pa mislim, da bi bil pravi čas po novem letu. Mislim, da bi morali to fiskalno leto zaključiti in seveda tudi pripraviti vse potrebno za drugi paket privatizacije, hkrati pa tudi poskrbeti, da bi družba za slabe terjatve tudi upravila svojo nalogo. Banke, ki so pa sanirane v tem trenutku, da bi pa tudi dale ustrezno podporo slovenskemu gospodarstvu, ker je tudi eden od ključnih problemov ravno
ta nezadostna podpora strani državnih bank za slovensko gospodarstvo. Če zmaga premijerka na kongresu in jo zanimivo zapusti njeno poslansko skupino in par poslancev, ali bi Desus sodeloval v manjšinski vladi? Poglejte, takrat je treba prešteti, koliko poslancev podpira vlado. Ne smemo pozabiti tudi na nepovezane poslance, na neodvisne poslance, videti in izračunati. In če bi vlada imela zadostno podporo, ne vidim razlogov, zakaj ne bi šli naprej, ker sem prepričan, da večja škoda za Slovenijo bi bilo to, da pač ne bi imela v tem trenutku vlade. Torej, tak zaupnica obljubuje. Ja, potem bo tudi zaupnica, ki jo je napovedala predsednica vlade, imela pač svojo vlogo, ker bi na takšen način pravzaprav lahko preverili, koliko poslancev Pozitivne Slovenije dejansko podpira to vlado in tudi lahko bi ugotovili, kako podpirajo to vlado nepovezani poslanci. Hvala lepa. Hvala lepa. Lahko gospod vidite ena kratka izjava, prosim lepo. Koliko no? Koliko no? Mogoče kaj je bilo na A bo kaj ekstra? Zelo dolga seja. Ja, kaj ste imeli? Zakaj? Lahko poveste, kaj vam je povedal guverner banke, no? Pozitivne ocene. To pa lahko nekaj. Okay. Moram reči, da sem bil zelo zadovoljen z informacijo, ki je dal guverner Banke Slovenije. Kažejo se premiki v bančnem sektorju, zlasti kar se tiče tega, da narašča število kreditov, kar pomeni, da ta dokapitalizacija državnih bank strani davkoplačevalcev seveda daje že prve pozitivne znake, se je pa še veliko za postoriti. Tudi v samem gospodarstvu bo potrebno upraviti prestrukturiranje, če to ne bo. To bo pa zelo težko tudi brez suporta državnih bank, potem seveda se lahko nam ta zgodba ponovi. Zlasti je pa guverner banke poudaril pomembnost politične stabilnosti. Vse bo v bistvu odvisno predvsej tudi od tega, ker če ne bo te politične stabilnosti, potem bo tudi na tem nivoju prišlo do zastoja, ker bo pa imelo seveda negativne posledice tako za slovensko gospodarstvo kot za stanje v javnih financah. Kaj pa podaljšali sejo? Veliko točk je bilo. Naprimer, ne vem, poslušali smo poročilo glede pokojninske reforme, tam lahko rečem, da so učinki vidni v tolikšni meri, da do leta 2017 sploh ni potrebno nobene pokojninske reforme. Tako da upam, da bomo vsaj na tem področju nekaj let imeli mir, čeprav se pa zavedamo zaradi demografskih trendov, da bo treba pač po letu 2017 razmišljati o novi pokojninski reformi, ampak trenutno pač stvari so pod kontrolo. Gospod Erjavec, boste naslednji teden, naslednji četrtek še minister, še na seji? Ja, to bom še. Bolj vprašanje, kakšna bodo moja pooblastila, bodo polna pooblastila ali bodo samo še pooblastila v smislu upravljanja tekočih nalog. A je predsednica vlade kakorkoli nakazala, kaj se zna jutri zgoditi oziroma kakšne bodo njene poteze? Ne, jaz mislim, da nihče nima odgovora na to vprašanje. Jutri bo znano po kongresu Pozitivne Slovenije, ali je Slovenija v krizi ali ni v krizi. Ni pa sama ničesar izpostavljala? Ne, težko je ugibati, kaj se bo zgodilo. Vam je mogoče gospod Virant predstavil Podjarsko izhodišče za varčevanje v javnem sektorju? Ja, to nam je predstavil, vendar so zaenkrat še pod zaupno. Pa ni vlada jih potrjevala, ampak ste samo razpravljali? Smo se seznanili in smo dali tudi mandat za pogajanje s sindikati, vendar pogajalska izhodišča pa ne smem razkriti. Kaj pa o racionalizaciji v javnih zavodih, s katerim ne bi potem tistih... Glejte, celoten javni sektor
kar se tiče plač in števila zaposlenih, bo treba nekaj postoriti. Ampak seveda skupaj v soglasju s sindikati, pogajalske izhodišča so bila dana in na ministru za notranje zadeve je, da se pač izpogaja čim boljše. Hvala lepa. Gospod Dragonja. Gospod Dragonja, a lahko eno kratko izjavo, gospod Dragonja? Gospod Dragonja, glede gospodarstva dopoldne na seji pri vas. Gospod Dragonja, a smemo? Da.